Podjetje Jamnik je bilo ustanovljeno leta 1988 in je družinsko podjetje, zaposluje 75 delavcev in se ukvarja z izdelavo zahtevne potiskane embalaže, katero prodajamo na domačem trgu in pa v več kot polovico tudi že izvozimo. Zdaj, na pot trajnostne transformacije smo stopili kot posledica našega dosedanjega dela. Že do sedaj smo poskušali delovati trajnostno, čeprav se tega niti nismo tako zavedali, kot delamo sedaj. V bistvu je trajnostna transformacija nekaj zelo pomembnega v današnjem svetu in se izkazuje tako v privatnem življenju kot v poslovnem svetu. Kot planer proizvodnje sem v te stvari zelo vključena in se mi zdi bistvenega pomena za obstoj na trgu, za samo rast podjetja. Naši delavci so navdušeni nad novimi projekti in jih tudi z veseljem sprejemajo. Gnala nas je vse skupaj ena radovednost, kaj naše podjetje, ki je že v osnovi trajnostno naravnano s tem projektom, sploh lahko doseže. In moram reči, da so se nam vsem skupaj odprla ena nova obzorja, ki jih do zdaj še nismo opazili. V podjetju Jamnik smo skupaj z akademijo in pa gospodom Nenadom Savičem, našim ekspertom, prišli do veliko novih ugotovitev, pogledov na trajnostno delovanje. Predvsem tukaj mislim nadomeščanje plastične embalaže s kartonsko. Kot simbolično gesto pa smo zaključili to sodelovanje še z tem, da smo posadili 2 sadni drevesi za podjetje. Lahko rečem, da v tem podjetju, ko smo začeli delati na projektu Trajnostne akademije, si verjetno niso znali predstavljati, kako široko področje delovanja je to. Skozi različne delavnice, skozi različne pogovore, skozi osvetljevanje različnih primerov sem jim približeval te vidike in vedno bolj, kot so se vidiki in razumevanje približevali, vedno bolj so razumeli, da tudi sami delujejo na mnogih področjih že trajnostno. Skozi opredelitev strategije, celoten učni proces, smo vse te različne vidike povezali v neko novo celoto, v neko novo vsebino, ki jih sedaj usmerja in navdušuje in jim kaže pot v prihodnost.